Najprej lep pozdrav vsem rojakom v Argentini, meni dragim, kot tudi vsem Slovencem po svetu in v domovini, absolutno, pa tudi državljanom Slovenije. Ja, tako, dežela pred letom 1941, Kraljevina Jugoslavija in znotraj nje Dravska Banovina, kjer so živeli Slovenci, je bila najbolj razvita dežela v takratni Jugoslaviji. Seveda jo je močno udarila tudi ta kriza po prvi svetovni vojni, ko je velik del Slovencev ostal izven matične domovine. Koroška je pripadla Avstriji po plebiscitu, po Rapalski pogodbi Primorska žal Italiji, tako da je bila ta travma izgube narodnega ozemlja kar velika, ampak so Slovenci držali skupaj, se tudi ekonomsko zelo okrepili, bili nekoliko šokirani ob teh uzancah beograjske čaršije, kot se je reklo, beograjske politike, ki je bila balkanska, ki ni bila recimo na tej ravni, kot so bili prej vajeni iz ranke Avstrije, ampak se je Dravska Banovina, kot se je imenoval ta slovenski del, dobro držala, imela je urejeno upravo, bilo je kulturno življenje na visoki ravni, ustanovila se je univerza, kaj naj rečem, bile so svobodne volitve v tistih razmerah, kolikor so bile, veljala je svoboda medijev, tudi nekdo, ki je bil nasprotnega mnenja ali pa popolnoma nasprotnega mnenja, je lahko objavil to svoje mnenje, ni bilo nobene diktature v tem smislu. Gospodarska kriza je zelo udarila takrat cel svet in z nekim zamikom tudi takratno Jugoslavijo in Evropo, vendar tam v drugi polovici 30-ih let, tam bi rekel po letu 34, 35, 36, se pa začne tudi neka ekonomska prosperiteta, tako da poglejte, takratna Dravska Banovina, ne da bi jo idealizirali, ampak je dosegla že 80% standarda takratne Avstrije. Mi vemo, da potem po vojni v komunistični Sloveniji smo mogoče dosegali 25, ne vem, 30% avstrijskega standarda, ne. Tako da ta kazalec pove pravzaprav vse o tej prejšnji državi. Bilo je pa relativno zapleteno politično življenje takrat, vodilna osebnost že iz časa Avstrije in potem tudi v celotno obdobje Kraljevine Jugoslavije do decembra 1940, ko umre, je bil dr. Anton Korošec, politik Slovenske ljudske stranke, ki je bila na volitvah vodilna sila, na zadnjih volitvah so dosegli 78% glasov, na primer, kar jih je mogoče tudi malo uspavalo, ne. Potem so bili liberalci, socialisti, ampak zelo majhne skupine. Komunistična partija pa je bila na prvih volitvah, je sicer še kandidirala, potem pa ne več, je bila prepovedana, kar je bilo razumljivo, ker so izvedli atentat na enega ministra, notranjega ministra, ubili so enega poslanca, načrtovali so atentat na kralja jugoslovanskega, tako da je bila ta stranka prepovedana in je delovala v ilegali, kar se je kasneje izkazalo kot njena priložnost. Ko se začne vojna, vojna je bila v zraku. Ta vodilna slovenska struktura okrog Slovenske ljudske stranke je bila nekoliko ošvahlena, je bila nekoliko šibkejša, ker ta vodilna figura, Anton Korošec, je decembra 1940 umrl, vodstvo stranke je potem prevzel dr. Kulovec. In seveda, ampak kako bi to rekel, v celotni takrat Dravski Banovini je vladalo izrazito recimo domoljubno vzdušje, ki so ga načrtno vzdrževale Slovenska ljudska stranka in tudi liberalci. Komunisti so pridobivali na popularnosti predvsem zaradi recimo nekih trenj, nekega splošnega nezadovoljstva, nekaj podobnega, kot je danes v svetu, ne. Ko se v bistvu medene levičarske ideje hitro oprimejo sploh tistih, ki slabo poznajo razmere, ki slabo poznajo zgodovino in ki si mogoče ki v življenju niso tako uspešni in so ljubosumni na tiste, ki nekaj imajo, ki so se nekaj ustvarili, zelo poenostavljeno rečeno. In takrat je bilo podobno, ne. Kljub temu, da so bili komunisti prepovedani in maloštevilni, ampak vse te njihove ideje vendarle skozi stranska vrata marsikje pojavijo, tudi na univerzi, tudi recimo Jugoslovanska strokovna zveza je bil močan sindikat, sprva katoliški, ki ga v bistvu kasneje, tik pred vojno, bolj ali manj obvladujejo že komunisti, no. Ob napadu silosi se te domoljubne sile združujejo, imamo prostovoljce, odhajajo proti Zagrebu, češ da se bo domovina branila. Vemo, da je jugoslovanska armada hitro razpadla, kako tudi ne, saj je bila napadena z vseh strani, končno je klonila eno
eno leto prej recimo močna Francija in tako naprej. Nemčija je bila takrat neustavljiva. Takratni ban Dravske banovine Marko Natlačen je ravno zaradi te travme po prvi vojni, ko so bile slovenske dežele razkosane, je poskušal doseči, da bi Slovenijo okupiral samo en okupator. V tisti zmedi so mislili, da je mogoče bolje, da so to Nemci. On je bil namreč Primorec, Vipavske doline in je menil, da so Italijani še slabši. Ampak seveda slovenskega življa takrat niso jemali resno in tudi bana Natlačena ne, Nemci so ga ignorirali, tako da je Slovenija znova razkosana takrat. Ta osrednji del z Ljubljano in južno Slovenijo, z Belo krajino, Dolenjsko, Notranjsko zavzamejo Italijani in ustanovijo Ljubljansko pokrajino in jo priključijo Italiji. Ta severni del, Gorenjsko, Štajersko, zasedejo Nemci, skrajno vzhodni del Prekmurje pa Madžari. En droben pas, sicer v okolici Mokric, to je južna Slovenija, kaj ne rečem, 6 vasi pa so zasedli celo Hrvati, ki so takrat ustanovili svojo marionetno fašistično tvorbo, neodvisno državo Hrvatsko, ki do Slovencev in do Slovenije nikakor ni bila naklonjena. Slovenci, kot se očita, nismo imeli takrat recimo privržencev ali pa oboževalcev nacizma. Smo bili mogoče ena redkih nacij, ki je glede tega čista, kljub temu, da se očita to in ono. Res pa je, da smo imeli oboževalce stalinizma in komunizma in bolševizma, tako da zaradi pakta Hitler-Stalin so bili komunisti v zelo nenavadni situaciji po prihodu okupatorja in dejansko so se bratili z nacisti, ker je veljal pakt Hitler-Stalin. Tako da imamo poročila o skupnih praznovanjih 1. maja leta 1941 komunistov in pa Nemcev v Mariboru, v Hrastniku in tako naprej. Kaj se zgodi? Ne bom omenjal 26. aprila, ker se je naknadno potem temu datumu dal velik pomen, ko so se zbrali Društvo prijateljev Sovjetske zveze, komunisti, neki odpadniki od Sokola, kulturni delavci in krščanski socialisti s Kozbekom, ker ta sestanek je bil v bistvu nepomemben, je bil tudi usmerjen protiimperialistično in neosvobodilno. Pač pa prve te vojaške organizacije ustanovi ta tradicionalni tabor, kot bi rekli. Slovenska ljudska stranka ustanovi Slovensko legijo, liberalci ustanovijo Sokolsko legijo, potem je obstala še Soška legija in tako naprej, ki so evidentirale svoje moštvo. Bila so celo neka skromna izobraževanja vojaška, mladih, ki še niso bili pri vojakih, niso se pa odločili za oborožen odpor, ker je prevladalo prepričanje, ampak to po kontaktih z begunsko vlado, ki je po napadu na Jugoslavijo se umaknila in je bila v Londonu, da je treba varovati človeška življenja in da naj do oboroženega upora pride v trenutku, ko se bodo fronte približale slovenskemu ozemlju. To, da bodo zavezniki na koncu zmagali, o tem ni dvomil nihče v tradicionalnem taboru. Se pravi, tle ni šlo za nikakršno simpatijo do Nemcev. Zdaj, tukaj v tej ljubljanski pokrajini se skoti pravzaprav največji problem, da revolucija prva udari. Italijani so se, za razliko od Nemcev in pa na Štajerskem in Gorenjskem, ko od prvega trenutka, od prve ure nastopijo izrazito brutalno, zapirajo in izganjajo slovenske duhovnike, profesorje, vse domoljubne ljudi, intelektualce, praktično obglavijo prebivalstvo na ta način, naredijo množični program izseljevanja Slovencev v Srbijo, na Hrvaško, v Nemčijo in tako. Italijani se odločijo za drugo taktiko, na videz zelo blago, kljub temu, da niso imeli dobrih namenov Slovenci, to vemo, ampak je takrat z nekih prestižnih razlogov Mussolini rekel, prihajamo v tuje rodno deželo in bomo spoštovali tam običaje in v resnici, bomo rekli, za navadne ljudi se ni spremenilo nič. Jaz to tudi v knjigi, ki je zadnje čase zelo prisotna v Sloveniji, Slovenski razkol, natančno prikažem, da se prve mesece vojne, recimo, to je narejeno na bazi uradnih podatkov žrtev v Republiki Sloveniji, med drugo svetovno vojno in po njej, ki jih je 100 000, in je dokazano sedaj prvič in tudi z grafi, mogoče bi kakšno pokazal ob kakšni drugi priliki, da se z vidika običajnih ljudi tukaj v osrednji Sloveniji vojna ni začela aprila 1941. Okupator italijanski pride, bili so, dobro, ponekod so seveda kradli kokoši, ponekod so jih kupovali in maslo in tako naprej, ampak za ljudi se ni spremenilo veliko.
Seveda oblast so prevzeli, uvedli so italijanščino v šole, vendar trudili so se, da gre kulturno življenje naprej. Kot sem rekel, niso imeli dobrih namerov, ampak za ljudi se ni veliko spremenilo. Zelo so se trudili tudi z oskrbo prebivalstva, da bi dokazali, kako dober okupator so. Imamo obdobje recimo od aprila, maja, pa do sredine junija, do 22. junija natančno, obdobje v tej osrednji Sloveniji relativnega miru, kljub okupaciji. In nobenih žrtev posebnih, nobenih represalij. 22. junija 1941 pride do točke preloma, ki je v tem simbolnem smislu, kar se je kasneje zgodilo, veliko bolj pomembna kot 6. april, napad na Jugoslavijo. Namreč takrat Hitler prelomi zavezo s Stalinom in napade Sovjetsko zvezo. Tako so se komunisti ne po lastni zaslugi, ampak malo paradoksalno rečeno po zaslugi Hitlerja, znašli na strani proti hitlerjevske koalicije, ker prej so bili na strani hitlerjevske koalicije, tako rekoč. No, in v tistem trenutku, ko so Nemci seveda začeli gaziti po Sovjetski zvezi in zelo hitro napredovali, istega dne je Kominterna, to je bila krovna organizacija komunistov po celem svetu, s sedežem seveda v Moskvi, v Rusiji, je zaukazala takojšen oborožen odpor, kjerkoli je mogoče. In istega dne, ko Kominterna to zaukaže, celo eno pesem imamo na klic Kominterne, združite vičete v boj za svobodo, v boj za Sovjete, torej istega dne proglasijo oborožen upor proti okupatorju tudi slovenski komunisti. In v nekem smislu jim je šlo marsikaj tukaj po godu, namreč te domoljubne sile, ki sem jih že prej omenjal in so bile nabrane v tradicionalnem taboru med liberalci, med katoličani, delno so jih tudi pritegnili na ta način, ker so bili ljudje zavedni in bojevito razpoloženi, predvsem mladi, ki se včasih tudi niso zavedali celotnih posledic, kaj se zgodi, če se pač napade okupatorja. Kominterna je zaukazala komunistom, naj širijo, iščejo zaveznike za ta upor proti okupatorju. Ampak slovenski komunisti so bili, kar se tega tiče, še bolj premeteni kot boljševiki in tega niso storili. Niso storili zato, ker so rekli, če bomo mi pritegnili domoljubne sile, ki so številčnejše z ostalih političnih struj, bomo izgubili prevlado. To jih je pa najbolj zanimalo, ker kot je Kardelj na enem posvetu na Dubravi pri Zagrebu leta 1940 rekel, ko se je vojna bližala in je bila v zraku, pravi, mi bomo v vojno kot komunisti stopili, se borili samo, če bomo lahko izvedli tudi revolucijo in prevzeli oblast. Te stvari so sedaj čiste in tudi napisane v knjigah, nekateri se še sprenevedajo, da to ne obstaja, ampak obstaja. In seveda na ta način, z tem oboroženim uporom, ki na začetku ne bi si upal soditi na splošno, ker na začetku pritegne tudi recimo te provokacije proti okupatorju, te pisanje letakov, izzivanje Italijanov po Ljubljani, je doživelo določene simpatije prebivalstva. Predvsem mlajših se mi je zdelo dobro, da se pač okupatorja malo preganja. Zelo hitro, praktično od vsega začetka, ost tega upora proti okupatorju, oziroma osvobodilne vojne, kot so jo rekli, se ni usmerila v okupatorja samega, in to dokažem v tej svoji knjigi Slovenski razkol, ko se vidi, kako so se žrtve dogajale po mesecih, ampak se je ost komunistične ali pa revolucionarne represije usmerila v domače civilno prebivalstvo v tej ljubljanski pokrajini. In recimo prve žrtve so bili celo primorski emigranti, ti, ki so pred fašizmom pribežali v Ljubljano in okolico. Tukaj imamo eno družino Čuk z 2-letno hčerko je pobita aprila 1942, ena družina Jakopin pri Grosupljem, prav tako s 6-letnim najmlajšim sinom, tudi primorska družina, pobiti, zmasakrirani. Dolgo časa se noben upor proti temu ravnanju ni zgodil, tudi zaradi katoliške narave Slovencev. Tukaj, ko se instrumentalizira cerkev, ker je bila po vojni za oblast še najbolj nevarna, ker je ohranila svojo organizacijo in se je demoniziralo in pripisovalo organiziranje proti revolucije, dejansko je cerkev z eno svojo tako pacifistično vlogo in mučeniško celo zavirala pravzaprav upor proti partizanom. Ja, pravzaprav zavirala. Kasneje, seveda, ko ni bilo drugega izhoda, je bilo drugače. In zanimivo je to, tudi kar je bistveno, tudi za to, kar vaši stari očetje in prastari očetje dobro vedo, da so se po tem pobijanju, ki ga tukaj številčno pokažemo tudi v knjigi, da ko vidite, da pade, ne vem, 7-krat, 8-krat več
pobitih neoboroženih Slovencev, tudi žensk in otrok, kot pa okupatorjevih vojakov, kakšna osvobodilna vojna to je. In v nekaterih krajih v tistem trenutku je v nekem smislu odpovedala tudi seveda predvojna struktura Slovenska ljudska stranka, je bila ukleščena. Sicer Lambert Ehrlich je okupatorja zelo napadel 1. aprila 1942, ker je okupator začel streljati talce tudi, ne? In so se za te talce katoličani, katoliški škof Rožman in Ehrlich in ostali zelo borili, pisali v Vatikan, so se borili za vsako človeško življenje na začetku. In Ehrlich zahteva od italijanskega okupatorja, da poskrbi za red in mir, kar okupator po mednarodnem pravu mora, ali pa dopusti, da se ljudje oborožijo in branijo sami. Seveda je dr. Lambert Ehrlich 26. maja postal žrtev atentata komunistov v Ljubljani, kot dobro vemo. In imamo tudi, našli smo še neodkrit prej dnevnik Cirila Žebota, njegovega najožjega sodelavca, ki opisuje prav te dogodke. Komunisti so v bistvu sistematično ubijali vse voditelje slovenske legije tudi, ne, ki so bili v nekem smislu konkurenčna organizacija. Prvega že Fanovša Emerja že decembra 1941, ki je organiziral upor proti okupatorju, vendar na široko, ne. Bili so izredno pretkani in brutalni in to, kot sem rekel, to nasilje usmerjali proti domačim ljudem, ne le v Ljubljani tudi pade okrog 100 ljudi, takrat imamo natančne podatke, po mesecih, kako se to dogaja, ampak tudi na podeželju, ker prihaja do teh umorov, recimo uglednejših ljudi, pa tudi vaške revščine, tudi beračice so pobijali, kajžarske hčerke, neverjetno, ne, in včasih cele družine. In tako da pride do spontanih uporov, ne, v nekaterih vaseh proti partizanom, pravzaprav v tem smislu vaških straž, kot se reče, ne bomo dopustili, da prihajajo ropat naše premoženje, da nas nadlegujejo, ubili so nam tega in nekje, ker so bili bolj agilni, so se začeli organizirati. To je zdaj natančno raziskano, tudi v tej moji knjigi. Prvi taki primeri so bili Loški potok, Vidovska planota, kasneje tudi Šentjošt, ki je najbolj znan. Tam upor ni bil prvi, bil je pa prvi, ki je bil uspešen, ne. In vidi se, da so do tega upora proti partizanskemu nasilju, da je prišlo povsem spontano, brez vednosti cerkve, vrha cerkve sploh ne, tudi brez vednosti neke centrale, neke Slovenske ljudske stranke v Ljubljani. In to se celo v interni korespondenci Cirila Žebota piše, celo očitajo, ne, da Slovenska ljudska stranka ni naredila nič. Ne. Tako da to, kar se očita, da je organizirala kolaboracijo, to je res, dejansko ni res. Ne. Če bi bilo res, bi rekli, da je, ampak ker ni res in se dokaže lahko, da ni res, je temu tako. Kasneje se pa te vaške straže takoj jih napadejo, partizani takoj jih uničijo, pravzaprav vse, razen te v Šentjoštu, ki zelo opogumi potem tudi ta protirevolucionarni tabor, da začne potem sistematično organizirati vaške straže po celi Sloveniji in to se razmahne do številke 6000 vaških stražarjev, ki pa niso bili ofenzivno usmerjeni proti partizanom, ampak so bili namenjeni varovanju svojih vasi. Zdaj, glej, kakšna je bila tukaj dilema. Tudi recimo mož in fantov v Šentjoštu, ki so se vsaj od maja meseca 1942 skrivali v gozdu, ker so partizani prihajali na njihove domove, spraševali po očetih in je bilo nevarno, da se komu kaj zgodi, ker so vedeli, kaj se dogaja. Rekli so tako, če smo mi, in so seveda tudi rekvirali, kot se je reklo, ropali njihovo premoženje. Rekli so, mi sicer tukaj čuvamo v gozdu lahko svoja življenja, bili so že oboroženi, ampak naš namen je čuvati naše vasi. Če bomo mi šli v vas z orožjem, nas bodo preganjali partizani in Italijani. Zato je potem prišlo do te pobude ali pa prošnje, pravzaprav, ne, najprej zelo prikrito, z prošnje Italijanom, da dovolijo to oboroženo vaško stražo. Italijani, to so posamezni primeri zelo različni, so to le s težavo naredili. Tudi imamo dokumente, tudi osebno korespondenco teh generalov italijanskih v Ljubljani. Recimo general Raboti ni zaupal vaškim stražarjem nikoli, je tudi rekel, da dolgoročno so slovenski nacionalisti, kamor je šel katoličane in liberalce, veliko bolj nevarni za italijanski prestiž kot pa komunisti. On sam pravi, da so komunisti prehodnega značaja. Zanimivo, ker se tudi, veste zakaj, ne? Ker se končno je Svobodna Slovenija takrat izhajala in drugi listi, te tradicionalne strani,
ilegalni, kjer se je natančno videlo, da se zavzemajo za slovenski Trst in Gorico, za Koroško, tako da so Italijani vedeli, da je tudi to sodelovanje, ki je bilo takrat seveda v prid tem vasem in stražarjem, da je pravzaprav samo taktično, da v resnici se med sabo niso marali, ne. In tudi, ko pride do razpada Italije, zanimiva situacija, sem malo preskočil, ko pride do razpada Italije, se zgodi nekaj neverjetnega. Italijani dajo ali pa predajo orožje partizanski strani, bolj ali manj. To so celo znan je primer, ko je vaški stražar hotel dobiti mitraljez od odhajajočega italijanskega vojaka, pa je ta streljal na njega, to je bilo v Begunjah. In vsi ti Italijani, italijanska soldateska, ki je povzročala grozljive zločine nad slovenskim civilnim prebivalstvom. Namreč, ko to partizansko nasilje spomladi leta 1942 eksplodira dobesedno, kar se vidi zdaj po teh grafih, ko se pobije recimo večino romske, ciganske populacije, ki je prišla partizanom v roke, tle imamo natančne podatke, da so pravzaprav pobili vse romske družine, vse skupine, ki so jim prišle v roke od maja do julija 1942, vse. Stare, mlade, vse, dojenčke, vse. Grozljiva zgodba, ki jo tako poskušajo nekako vsi ignorirati, ampak je zdaj že tako dokumentirana. No in potem Italijani na to odgovorijo svojo ofenzivo, kjer pa spet proti partizanom, kjer pa spet v veliki meri nastradajo ljudje teh istih vasi, kjer pride do recimo nekih napadov ali pa streljanja na prihajajočo italijansko vojsko pred temi vasmi strani partizanov, se potem Italijani v tej vasi maščujejo in streljajo talce. In to so apokaliptične zadeve, predvsem recimo v Loški dolini, na Bloški planoti. Vaša starejša populacija to ve in to so grozljive stvari, ne. Imamo tudi fotografije streljanja talcev in je to nekaj groznega. Ampak ob razpadu Italije se partizansko komunistično vodstvo ni skrivilo lasu niti enemu Italijanu, niti enemu italijanskemu oficirju, ki je odrejal to strahovito nasilje nad slovenskim prebivalstvom. Še več, bom povedal eno anekdoto, ki jo je zapisal Ivan Maček Matija, eden od voditeljev partizanskega gibanja oziroma revolucije, ko je generala italijanskega srečal na Gorjancih, odhajajočega, ki je hodil peš svojo vojsko, mu je naklonil svoj avtomobil, tako da se je ta italijanski general soodgovoren za veliko zločinov nad slovenskim civilnim prebivalstvom lahko odpeljal v Italijo. Pač pa so takoj po razpadu Italije partizanske sile napadle vaške stražarje, ne vaški stražarji njih, ampak partizani vaške stražarje in pa tudi slovenske četnike. Dve taki veliki zgodbi sta, tragediji, ena so Grčarice, kjer so potolkli slovenske četnike, drugo je Turjak, tudi druge postojanke so padle, ne pa vse, pač velik del se jih je rešil, pa so uprizorili tudi kot nek proces, ki ga v Sloveniji stare sile še zmeraj vzpostavljajo kot nek prvi proces v okupirani Evropi. Dejansko je bilo pa tako, da so provizorično sodili nekaterim in jih obsodili na smrt, v zakulisju pa pobili večino ostalih. Tako sojenje je to bilo in se je videlo, da je to nasilje res usmerjeno v bistvu proti domačemu prebivalstvu. Njih okupator kot tak ni zanimal, recimo tudi neka pravica v tem smislu jih ni zanimala. Ključ za razumevanje vsega, kar je sledilo tudi kasneje, je leto 1942, začetek leta 1942, ko so komunisti bili prepričani, mi vemo, da je vojna trajala do leta 1945, ampak takrat so bili komunisti, se vidi tudi po njihovih dokumentih, prepričani, da bo vojne hitro konec, da bo Rusija, ki je tako vsemogočna, da bo takoj zmagala in da zato morajo pohiteti s to revolucionarno fazo, ker jih je zanimala oblast. In zato so spomladi leta 1942 podivjali dobesedno, ne. In pravi Kardelj 14. junija 1942 v pismu vodi Vosa Zdenki Kidrič. Pravi, po mojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že napol državljanska in v kateri ujetniki ne obstajajo niti kot pojem, niti kot dejstvo, to je, ko se kolje vse, kar pride pod nož. Pa še drugi citat, 14 dni kasneje, ko neposredno zapove represivnemu aparatu: likvidirajte pa v rundah. Likvidacija je izraz za umor, ne? To je niz likvidacij druga za drugo. Potem pa napravite malo trajnejšo pavzo in počakajte najugodnejšega političnega momenta. To zadnje imejte vedno pred očmi. Glejte, govorimo o obdobju, ko ni bilo nobene oborožene protirevolucije.
pustimo zdaj slovenske četnike, ko se ni nihče uprl, ko so v bistvu ljudje trpeli in čakali. Tako da je jasno, ne, kdo je tukaj netu pač revolucijo. Ali pa tudi ta, ne, pravi Kardelj tako, to je bilo pa v času, ko so vaške straže že začele delovati. Pravi, treba je zasejati med njih paniko, preplah, demoralizacijo. Zavednim kmetom, ki vnaprej oddajo orožje, seveda prizanesti, kot smo se dogovorili, no niti tega se niso držali. Toda tiste, ki so proti nam dvignili orožje, pobiti brez usmiljenja, pa čeprav dvignejo malo na to tudi roke. Torej, tovci in sej preplah, le tako se začetek državljanske vojne razvija v našo korist. Izredno važno je, da čiščenje na Notranjskem temeljito izvršite in dovršite. Čiščenje izraz za pobijanje Kardelja. Tako da, ko padejo vaške straže, oziroma ko se partizani ofenzivno odločijo za zlom vaških straž, septembra 1942, preostanek seveda vidi, tudi recimo so bili poskusi v Velikih Laščah, da bi se povezali, da bi skupaj nastopili proti Nemcem, kjer pa oni niso hoteli imeti nikogar na sredini, ampak samo dve strani. Belo gardo so pa, kot so jo imenovali, proti revolucijo, so pa v bistvu rabili, ne, da so vzpostavili razmere ali pa dialektiko, kot se je reklo, bolševistične revolucije, ko ti ne moreš revolucije izvajati sam, ampak moraš imeti nasprotnika in če ga nimaš, ga moraš ustvariti. In oni so ga tudi s temi umori, s tem terorjem načrtno ustvarjali. Se tudi sami v svoji interni korespondenci to povedo. Ampak kakorkoli, tako moštvo vaških straž, kot tudi njihovi voditelji in tudi cerkev je ugotovila, da s temi, ne, z Osvobodilno fronto ne more sodelovati, ker je pač Osvobodilna fronta absolutno bila talec komunistične partije in poskuša seveda pobiti, uničiti čim več ljudi, vodilnih ljudi, pa tudi borcev, recimo tradicionalnega tabora. Zato potem pristopijo takoj po nemški okupaciji, tudi te ljubljanske pokrajine, pristopijo k odkritemu sodelovanju z Nemci za ustanovitev slovenskih domobrancev, spet za zaščito pravzaprav svojih življenj in svojega načina življenja, razmišljanja, premoženja in tako naprej. Ne. Potem, ko se vzpostavi domobransko gibanje, sprva v ljubljanski pokrajini, kasneje tudi na Gorenjskem in delno tudi na Primorskem, so pa bili domobranci nekaj popolnoma drugačnega kot vojska v primerjavi z vaškimi stražami. Vaškim stražam Italijani res niso zaupali in jim niso dovolili nobenega ofenzivnega delovanja. Ponekod, recimo v Dobrepolju, v Begunjah, so kljub vsemu hodili izven svojega kraja, pa recimo sledili partizanskim enotam. V glavnem pa ne, imeli so zastarelo orožje, francoske puške na 3 naboje, Italijani so se zelo potrudili, da niso imeli zalog municije in tako naprej. To je bila pač vaška vojska, bomo rekli, ad hoc, ne? Tudi nemotivirana za boj, ampak za obrambo svojih domov pa. Drugače je bilo z domobranci, ki pa so bili zelo dobro izvežbani, veliko bolje tudi opremljeni kot partizani in so predstavljali kar strah in trepet partizanski vojski. Bili so tudi dovolj številčni in organizirani. Tako da, ne vem, jaz sem govoril recimo z enim partizanskim generalom, Bojanom Polakom Stjenko, in seveda zdaj že pokojni. Kasneje se je izkazalo, da ni tako nedolžen, kot je želel pokazati, ne, da se omenja tudi pri pomoru Romov. No, in ta človek je rekel, da so se pa domobrancev izrazito bali, ker je rekel, to je bila urejena, sistematična vojska, ki je poznala teren in smo v glavnem bežali. Ne, to mi je sam rekel, pač tako je bilo. In takrat se vzpostavi neko ravnovesje, predvsem leta 1944, kjer so domobranci delovali, so se partizani niso bili močni, niso močno delovali. Takrat pride tudi do, bom rekel, nekako povračila, poenostavljeno rečeno bi rekli maščevanja, tako da je tudi domobranska stran takrat pobijala, zapirala nekatere privržence partizanskega gibanja, predvsem iz krogov tistih, ki so prej izvajali te množične umore, rekvizicije in tako naprej. In vzpostavi se nek navidezni mir, ne, seveda, ne vem, sploh v gozdovih, pa v Beli krajini imajo partizani osvobojeno ozemlje in tam deluje drugačen režim, ampak poenostavljeno rečeno, kjer so delovali domobranci, je bilo za večino tega katoliškega prebivalstva neko mirno ravnovesje. Ni pa partizansko ali pa tudi partizansko vodstvo imelo to srečo, da so bili na pravi strani,
kot sem uvodoma rekel, jih ni potisnila lastna odločitev, lastna volja, ampak zunanje politične razmere, ker se je pač zgodil spor med Hitlerjem in Stalinom in so pristali na strani protihitlerjevske koalicije, kar jim je šlo seveda takrat po godu. Dobili so priznanje zaveznikov o svojem obstoju. Vemo tudi, kako je Tito to z Angleži naredil. Namreč Angleži so iskali način, da bi predvsem železniško progo proti Grčiji v kar največji meri ovirali in izvajali diverzije, se pravi razstreljevali progo, da ne bi imeli Nemci na tem kraku fronte preskrbe urejene. In najprej so to počeli četniki Draže Mihajlovića v Srbiji, kasneje, ko so začeli Nemci izvajati grozljive represalije, tudi 50, tudi 100 domačinov so ubili za enega nemškega vojaka, je pa Draže Mihajlović rekel, da je škoda srbskega naroda. V tem trenutku se Angleži kot veliki trgovci s tujo krvjo v zgodovini odločijo za kontakt s Titom, zelo poenostavljeno govorim, tudi Tito obljubi, da bodo oni izvedli neke diverzije, to tudi tako izvedejo, seveda žrtve niso bile potrebne, to so bile balkanske žrtve, da se malo cinično izražam. In kasneje se, mislim, v Caserti dobi potem ta vodja britanske delegacije, to je bil brigadir Fitzroy McLean, ki je bil takrat s Titom v Jugoslaviji v kontaktih in se je dogovoril za to sodelovanje s partizani in se je sestal torej v Italiji s Churchillom in povedal, da je Tito kooperativen, da dela tako, kot so oni želeli, da jim pomaga. Tem je pa rekel, ampak gospod premier, moram vas opozoriti, da če bomo mi podpirali Titove partizane, bo po vojni v Jugoslaviji komunizem. In Churchill mu je odgovoril tako, je rekel, gospod Fitzroy, a ti želiš po vojni živeti v Jugoslaviji? Pravi ne. No, je rekel Churchill, jaz tudi ne. Tako je bilo. Sprva z nekih absolutno pragmatičnih razlogov je potem prišlo seveda do podpore partizanom, znajdejo se na pravi strani in potem v zadnjih tednih aprila nekako pridejo s pomočjo teh 4 armad, ki so pritiskale z vseh koncev, na vzhodu potem tudi Rdeča armada, ki zasede Prekmurje, 4. armada gre na Trst, v glavnem pride do umika Nemcev, do umika domobrancev, vmes vzpostavitev narodne vlade, ki pa seveda potem je že takoj v umiku. Jaz sem ogromno pričevanj snemal tudi pri vas v Argentini, pa tudi v Sloveniji, nekaterih, ki so se umikali čez Ljubelj, vemo, kako je bilo, na kakšen način se je to dogajalo, vemo za razmere na Vetrinjskem polju, vemo tudi, da domobransko vodstvo takrat ni odigralo idealne vloge, če se blago izrazim, tudi da je moštvo v nekem trenutku prepustilo, verjetno lastni odločitvi. Veljala je pa tudi neka vdanost, ki je sicer mi jo lahko o njej razmišljamo, govorimo, ne moremo pa soditi. Jaz ne želim soditi. Tudi neka vdanost, neštetokrat sem to slišal, kamor so šli drugi, pa gremo še mi. Tako da so ti ubogi fantje, ampak v trenutku, ko zasedajo vlak partizani, so oni ujetniki in zdaj pri nas se velikokrat govori kolaboracija, prisega Hitlerjeva in tako naprej, gotovo ni bilo lepo dejanje, oziroma prisega nemškemu rajhu, da je to zločin. Ne, to ni zločin, to je lahko nečastno dejanje. Če je pa nekdo kot domobranec ubil nekoga po krivici, je pa zločinec. In če je partizan ubil nekoga po krivici, je tudi zločinec. Jaz želim uveljaviti enake vatle za vse. Če so domobranci pobijali ujete partizane ali pa ujetnike, je to zločinsko dejanje. Če so partizani pobijali domobranske ujetnike ali pa kogarkoli drugega, za vse velja, je tudi zločinsko dejanje. In to je bistvena stvar, da ravnanja gledamo po enakih kriterijih. Domobranci so vrnjeni, se veste, da v dneh maja in tudi na začetku junija, pobiti na okruten način v Kočevskem Rogu, Hrastniškem hribu, v Hudi jami, na Teharjah samih, tukaj v bližini, v Podutiku, na grozovit način. In gledajte, to je nek madež, kaj ne rečem madež, sploh ni dovolj reči, če rečemo madež, ena tragedija pravzaprav, ker skoraj ni režima, ne spomnimo se režima v zgodovini,
razen nacizma in komunizma, da bi tako sistematično pobili recimo cvet nekega svojega naroda. Iz tega vidika, ker je šlo za mlade fante in može, ki predstavljajo prihodnost, ne? Končno tudi neko rentabilno prihodnost. Glejte, mi smo živeli, imeli smo pač to srečo, da vsaj po prevzemu krščanstva, pred 1200-1300 leti, smo spadali v nek najbolj razvit civilizacijski krog, ki se je takrat zgodil v Evropi, skozi srednji vek, se je potem tudi v novi vek zgradili kot nacija, s svojim jezikom, svojimi knjigami, svojo kulturo. Glejte, na desetine večjih narodov, z močnejšo vojsko je propadlo, Slovenci pa nismo propadli zaradi neke svoje posebne logike pravzaprav, ne? In tudi trme. Tudi zaradi svojega jezika in kulture. Nas je ohranila kultura, ki je pa bila seveda vpeta v krščansko hrbtenico. Brez tega mi do tega ne bi prišli. In bili smo miroljuben, pacifiziran narod, ne, ta predstojnik ilirskih provinc na začetku 19. stoletja prav idealizirano piše o Slovencih kot o izrazito mirnih ljudi, kjer praktično ni kriminala in tako naprej. Ne bomo idealizirali, pa vendarle. Glejte, to, kar se je zgodilo, je bil civilizacijski šok. Mi smo tukaj dobili eno dozo ene bestialne azijatske logike, bolševistične, ki ni para v zgodovini, ki se je realizirala v Sovjetski zvezi, ki se je potem tudi na Kitajskem, nažalost tudi pri nas. In zato ni nobenega opravičila. Jaz sem imel to priložnost, da sem govoril z Albertom Svetinom Ernom, to je bil visoki oficir OZNE, to je bila uradna organizacija za zaščito naroda, v praksi pa organizacija za pobijanje naroda, politična policija, komunistična, kasneje se je preimenovala v UDBO, še kasneje v službo državne varnosti. In on je bil eden od pomočnikov Ivana Mačka Matije, ki je bil predstojnik te organizacije OZNE. On je imel sestanek z Rusi v Drvarju leta 1944 v Bosni in ko je prišel nazaj, Erno o tem piše in tudi meni je posebej to govoril, ja, je rekel, to se naredijo spiski in se vse potolče, vse se pobije. Torej, to je bila, ko govorijo o neki maščevanju, ne, to je bil pač načrt, na ta način so si oni predstavljali, da bodo na materialistični osnovi, ne, s tem, ko ubiješ človeka, da nekako zmagaš. V bistvu so v tej zmagi, ki na nek način sveda je bila, ne, so ubili sebe, ne. Ubili so sicer duše, te ljudi, ubili so njihova življenja, ne, fizična življenja, niso pa ubili njihovih duš. In ta energija nepokopanih duš je v Sloveniji izredno prisotna. Že sam sem bil tudi sedaj na tej spravni slovesnosti pri Macesnovi Gorici prvič, kjer so tudi pričevalci govorili, ne, da brezno pod krenom, da se jim ne zdi pravo. No, zdaj bilo, tudi vidi se, kakšno raven iskrenosti je imela takratna slovenska komunistična oblast, ko je oblast izgubila leta 90, da so očitno zavedli, ne, da je bila spravna slovesnost na napačnem kraju. Vsa ta leta. Hvala Bogu so raziskovalci, kot je Jože Dežman, dr. Mitja Ferenc in drugi, uspeli dokazati, da je to glavno brezno pri Macesnovi Gorici. No in tukaj, če malo preskočim, se je zgodil en izjemen spravni akt, pravzaprav, res spravni akt. Sprave kot beseda niti nočem uporabljati, ker mislim, da gre za nesporazum. Sprava je v bistvu krščanska kategorija, ki predvideva priznanje, kesanje, popravo krivice, odpuščanje, ne. V tej kategoriji pa ta ostanki bolševističnega sveta v Sloveniji, ki so še vedno prisotni, oni v teh kategorijah ne razmišljajo, ne. Največ, kar lahko je ta kategorija pomiritve, kot se reče, no. Ampak zdaj predsednik Pahor, do katerega smo lahko tudi kritični in tako naprej, ker pač za mnoge ni recimo format politika z zelo velikim ugledom ali pa z neko disidentsko težo, ne. Ampak ne bomo sodili, pustimo zdaj to. Je naredil pomemben akt, oba s predsednikom vlade Janezom Janšo sta imela res dobre govore. Ampak to niso bili samo govori, so bile v bistvu neke vrste izpovedi, no, in nas je ganilo tam do solz, gospod. Čeprav vemo že vse, ampak tudi predsednika Pahorja je ganilo. Predsednik vlade Janša je omenil, da je njegov oče pobegnil z Macesnove Gorice. Jaz sam sem poznal
Milana Zajca. Mhm. Milan Zajc je bil, ki je živel v Clevelandu, umrl pred nekaj leti, ki mislim, da je izgubil 5 bratov v Kočevskem Rogu. On se je uspel rešiti. Ta njegova pripoved o 6 dni, ko je bival v teh stranskih rovih, ki se jih je zdaj tudi odkrilo v tej jami, so grozljivi. To je nek slovenski pekel, no, je ta Macesnova gorica, kraj slovenske smrti v nekem smislu. Tako da ta akt, ne, ko se govori o tem, kar se je v resnici zgodilo in ko se to iskreno obžaluje, to, kar sta govorila oba predsednika, in se hkrati, verjetno se nista prej zmenila, znašla na točki slovenske osamosvojitve, kot tisti točki, stični za vse Slovence, ki ne združujejo samo Slovence v matici, ampak tudi vse Slovence po svetu, ne, po svetu, tudi vi vidite v letu 91 in 90 to stično točko. In to je tisto, kar nas žene naprej in odrešuje. Zato smo toliko bolj presenečeni, žalostni, tudi jezni, ko vidimo iz dneva v dan te poskuse, zrasti v Ljubljani, po destabilizaciji Slovenije, samo zato, ker določena interesna klika, bom tako rekel, malo bolj kritično, ne prenese, da je na oblasti nekdo drug. Glejte, kot se spomnimo nekoga, ki je umrl na križu pred več kot 2000 leti, se je treba spomniti tudi ljudi, ki so umrli mučeniške smrti in so iz vaših družin in so vaši sorodniki. To zahteva že neko osnovno civilizacijsko spoštovanje. Pa ne zato, da bi se stalno nekako ukvarjali s to temo, ampak zato, da se ne bi ukvarjali pravzaprav. Mi si moramo ta dan vzeti, da se počasti svoje drage. Tudi če so bili na napačni strani ali na pravi strani, to sploh ni pomembno. Umrli so kot nedolžni, ker niso bili sojeni. Mislim, da je to absolutno prav. Veste zakaj? Tudi zdaj, ko gledamo po Sloveniji, še bolj pa po svetu, te trume, ki protestirajo, ki uničujejo spomenike. Jaz mislim, da po večini ne gre za hudobne ljudi. Seveda tisti, ki jih vodijo, že vejo, zakaj gre. Ampak gre za nevedne. In veste, nevedne v tem smislu, da ne poznajo zgodovine. Rušijo spomenike eminentnim ljudem, ki so veliko ustvarili v življenju, postavljajo pa spomenik Leninu, naprimer. Sedaj v Nemčiji. To je grozljivo. In to lahko delajo samo tisti, ki so nevedni. Mislim, da je treba to izročilo prednikov tudi o teh dogodkih ohranjati, tudi zaradi neke prevencije, da se kaj podobnega ne bi zgodilo. Kot kristjani pa smo dolžni spoštovati svoje mrtve. Dolžni, to se tako čudno sliši. Ampak ja, to je dolžnost, celo lepa dolžnost. Da bi pa morda te dogodke malo bolj predočili, pa predlagam, da pogledate tudi nekatere dokumentarne filme, ki so bili narejeni v Sloveniji, ker bo ljudje videli, da to mlajši, da to niso oddaljene zgodbe, ampak da so še kako oprijemljive, če se malo poistovetimo z njimi. Mislim, ta distinkcija ljudi, da bi se sedaj leta 2020 ločili na domobrance, partizane, to je noro. In meni je žal, da Sloveniji doživljajo vaši mladi take izkušnje. Žal tudi, verjetno, ja. Ker je situacija zelo napeta, ker v trenutku, ko se ta fasada pravzaprav prirejene zgodovine, ki so jo vzdrževali 50-60 let, sesiple in sedaj se sesiple, postajajo še bolj agresivni. Jaz sem tudi zadnjič bil v neki oddaji celo na nacionalni televiziji, kjer smo soočili mnenja prav o teh zadevah, ki jih prinaša ta knjiga Slovenski razkol. Oddaja je bila naslov Razdvojeni in tam sta bila dva eminentna zgodovinarja bolj leve provenience, pa z dr. Tamaro Grisar Pečar midva, ne. In tam se je jasno pokazalo, ne, kolega nista niti pozdravila, ne, in niti odzdravila, ko sta šla. To boli. Veste kaj, pravzaprav boli, v nekem smislu te razočara. Ne smete boleti, ker ti nisi nič narobe naredil. Midva sta se oba spoštljivo obnašala, res pa je, da sva govorila nekaj popolnoma drugačnega, kar bi si oni želeli. Ampak to ni moj problem, to je pač njihov problem. Naj se na to ne ozirajo, naj se zavedajo tudi mladi, da ja, tak je svet, take izkušnje trenutno so, ampak nimajo se česa sramovati. Tudi na račun njihovih prednikov, ne, ki so bili, kot sem rekel, brez sojenja pobiti, se pravi nedolžni.
Slovenski razkol so načrtno povzročili komunisti. Načrtno so ga povzročili z napadom na slovensko civilno prebivalstvo zgodaj spomladi leta 1942. To ni krilatica, to je sedaj tukaj, tudi v tej knjigi znanstveno dokazano. Z grafi, kjer se vidi, da je bila glavnina represije, nasilja usmerjena v civilno prebivalstvo, katoliškega porekla v glavnem, in ne v italijanskega okupatorja. S tem so seveda sledili dialektiko bolševistične revolucije, ko je treba nasprotnika izzvati, da se vzpostavi in ga potem seveda uničiti. Mednarodne okoliščine so šle temu v prid, da se je potem to tudi zgodilo, čeprav Slovenija pa nimamo, načelno ne smemo imeti nič proti partizanom, proti komunistom, to je že druga stvar, nekateri so bili sicer zavedeni, ampak ti komunistični voditelji si ne zaslužijo spoštovanja glede na to, kakšno obliko državljanske vojne so vzpostavljali. Ne. Ampak sicer se spoštuje, se tudi v partizanih so bili ljudje, ki so bili bodisi mobilizirani, ki niso imeli druge izbire, tudi nekateri iz idealizma. In moram reči, tudi veliko vidim, da so imeli tudi te pričevalce v partizanih, ki o teh dogodkih niso vedeli. O povojnih, medvojnih umorih še, to so bili zadolženi posamezniki, ki so to počeli, ne vsi. O povojnih pomorih pa se marsikjer dejansko ni vedelo. Se je stvar tako prikrivala, seveda. Vse, če bi ta režim, ki se je po vojni imenoval Demokratična federativna Jugoslavija, ne, če je bilo to vse v redu, kot pravijo, ne, zakaj so potem prikrivali zločine? Veste, da ne. Mogoče bi povedal tudi z eno primerjavo za konec, pa sem že prej tukaj. V Sloveniji, med drugo svetovno vojno, samo na ozemlju Slovenije, je ubitih z vseh strani, da se razumemo, za eno primerjavo, okrog 100.000 Slovencev. Mislim, se sliši tako zelo približno, je pa ta številka zelo natančna, ker je na podlagi štetja ena po ena. Mislim, da je zdaj številka 99.980. Največ žrtev povzroči po uradnih podatkih nemški okupator, in sicer okrog 32.000. Za njim je partizanski tabor 24.400. Potem je, to bom komentiral, neznani povzročitelj kar 21.000, se pravi, da se ne ve, kdo je povzročil. Zavezniki, zelo veliko, 7.181. To so zavezniška bombardiranja, zlasti Maribora, pa tudi leta 1944 obstreljevanja teh manjših slovenskih mest. Zelo veliko žrtev. Protipartizanski tabor, se pravi vaške straže in domobranci, kar povzročijo partizanski strani, 6.151 žrtev. Potem je italijanski okupator, 6.119 žrtev, predvsem recimo NDH, kot sem prej rekel, Hrvati, 841 in tako naprej. Pomembni je ta neznani povzročitelj. Mi vemo, da je okupator ubijal eksemplarično, z vidika zastraševanja, po svojih predpisih. Tudi streljanje talcev je bilo z vidika mednarodnega prava takrat v nekih okoliščinah dopuščeno, kolikor se to čudno sliši. Govorimo o tem, kdo je pravzaprav, kaj se skriva za tem grafom, za tem stolpcem neznani povzročitelj. Tisti, ki je umore in grobišča prikrival, je bil po večini revolucionarni tabor. Pač tako poznavalci zgodovine ocenjujemo in tudi vemo iz prakse. Se pravi, da če mi ta neznani povzročitelj v veliki meri sodi na ta drugi stolpec, ne, jih imam tukaj, kar pomeni, da je pravzaprav revolucionarno gibanje pobilo največ Slovencev v dobi okupacije. In glejte, če to vemo in to razumemo, je jasno, da zakaj resnica ne sme priti na dan. In tudi bolj, ko se je ta raziskava bližala koncu, manj je bilo interesa, da se jo publicira, ker so prišli na dan podatki, ki so, jaz mislim, marsikoga zelo, zelo presenetili. Glejte, tudi to, ne, v dobi komunistične Jugoslavije ni bilo nekega uradnega štetja, ampak se je ocenjevalo, da je v Sloveniji na vseh straneh bilo ubitih okrog 60.000 ljudi. Zdaj vemo, da jih je 100.000, pravi, kar za 40.000 se ni vedelo.
Delno je za to kriva Argentina, bom povedal. Ne. Jaz sem živel v kmečki družini na Primorskem, ne, ki vsaj očetova družina ni imela stikov z domobranci. Celo tako je bilo, kaj ne rečem, na Primorskem je bila situacija druga, bi morala se veliko več pogovarjati, tam so čakali odrešitev od fašizma in kdorkoli je prišel, najprej je bil to tiger, ker so bili vsi za, potem so prišli partizani preoblečeni v ovčje kožuhe, pa so bili tudi nekako so mislili, dobro, samo da se rešimo Italijanov, tudi pove vsak Primorec starejši. Tako da so nekako podpirali osvobodilno gibanje, ustrašili so se pa, ko so se pojavile zvezde na kapah, ker namreč zvezda na kapah najprej je bila samo slovenska trobojnica, kasneje pa pride zvezda na kapah. Moj staroče, ki je bil ujetnik, ruski ujetnik, ki je tam doživel bolševistično revolucijo, je takrat obstal. Ne? In so se rezervirano obnašali. Ampak dobro, kakor zdaj, če malo preskočim, že staroče so delali proti Italiji, je bil zaprt na otoku Ponca, konfiniran zaradi sodelovanja v narodno-obrambnem delu. Drugi staroče po očetovi strani so ga Nemci zaprli, zato ker je delal za osvobodilno gibanje. V bistvu so ga sami oni izdali, ko so videli, da ni za to druščino kot katoliški človek. No, in mojega očeta so pa po vojni takoj zaprli, ker je kot 19-leten fant jemal to svobodo preveč resno in je na velikem sestanku partijcem očital, da kaj delajo slovenskimi kmeti in uničujejo, in to naprej seveda isto noč so ga odpeljali in je doživel komunistične zapore, v bistvu na grozljiv način. No. Tudi tam srečal ljudi, starejše ljudi, ki so bili že prej v Dachavu in so vsi rekli, in tudi kasneje sem od pričevalcev slišal, da je bilo v komunističnih zaporih veliko hujše kot v Dachavu, tako pač povem. No, ampak glejte, mi kljub temu, da smo bili običajna kmečka družina, so se o politiki veliko govorilo in to zelo na odprt način, že od nekdaj, odkar pomnim, tudi na glas. Vem, da ko je oče robantil čez režim, da so sosedje ali pa če kdo pri nas bil potem na tihoma odgovarjali in mirili in tako, ampak oče je bil tak bolj išeno, hvala Bogu še živ, je bil tak, ni prenesel tega, ker je videl na lastnih očeh to poniževanje starih ljudi po zaporih in je rekel, da to ga je zaznamovalo zavedno. No, in glejte, zdaj pa prideva na Argentino. Ne? Jaz sem nekje v 7. razredu naše šole, to je pri 14 letih, sem v neki omari, ne lih ravno zelo na odprto, ampak vendarle verjetno sem iskal kakšne čokolade in sem odkril knjige, ki so išle v Argentini. To so bile knjige Odprti grobovi, Bela krajina joče, Taboriščni arhiv priča, Pravi obraz osvobodilne fronte, 1, 2, 3 in tako naprej. Ne? In to nekaj se je že prej, seveda tudi v hiši tako sem vlekel na ušesa pa slišal, ker se o teh stvareh govorili, ampak jaz sem potem te knjige kar vzel, no, in jih začel brati, seveda sem videl, da to je tako kot oče pravi, ne? Ker je oče to vedel, pa ste pa na Primorskem. Marsikje, tam, ker se je to v resnici dogajalo, o tem niso govorili. So različni razlogi, ne bi obsojali, se ni govorilo. Pri nas moram reči, da se je. In me je to potem tudi jezilo, seveda v šoli so bile učiteljice v osnovni šoli kar pametne in so se tem partizanskim epopejam pri nas, v naši šoli, bolj izognile, so bile starejše, pametne. V srednji šoli je bilo že drugače, ampak sem že v srednji šoli pa imel v 2. letniku referat o povojnih pobojih. In se spomnim, da je profesor, prav iz teh knjig, da je profesor sedel pred mano, sem sedel za katedrom, kot se je reklo, in jaz sem pač mrtvo hladno tisto bral, in on se začne tako nazaj ozirati, če dalje bolj bel obraz je imel, ampak jaz sem tisto speljal do konca in nihče me ni prijavil. Sva si pa z eno sošolko, ki je bila tudi iz take disidentske družine, sva si izmenjala določeno literaturo, se spomnim. Jaz sem imel nekaj izvodov tega vesnika slovenskih domobrancev in drugih protikomunistov, ki je izhajal dol pri vas, zdaj ne več, ki so bili zelo zanimivi in to sem jaz njej dal, ona je pa meni, ne vem kaj že, neki zvezdi katoliški glas, goriški ali nekaj takega. Ne gre za to, da bi se mi poistovetili s temi zgodbami, ampak te zgodbe so nas kot mlade zanimale, ne zgodbe, ta del zgodovine ali pa taka interpretacija zgodovine. Tako kot pač tisto, kar je popolnoma drugače, kar nas učijo in mlad človek ima v sebi. Jaz nisem zaupal nekaterim drugim prijateljem, ampak ko sem imel to politično intenco, nekako tu smo pa bili doma vzgojeni zelo opozicijsko od vsega začetka, absolutno proti režimu, ne sovraštvom, ampak
z studom, pravzaprav bom rekel. Nam se res, tudi gabilo se nam je pravzaprav vsa ta malikovanja režima in Tita in Kardelja, bog, ne. In zdaj, ko človek vidi in ko bere, kaj so ti ljudje v resnici počeli, kako so soodgovorni za revolucijo v Sloveniji, za državljansko vojno, da so si jo pravzaprav želeli, vidim, da smo imeli prav. No, in te knjige so potem vendarle bile neka iniciacija, v nekem smislu, da je ta interes za to, kako je v resnici bilo, ni nikoli pojenjal. Potem pa sem se doštudiral zgodovino, pa sociologijo kulture, ko pa pridem na univerzo, o teh stvareh smo imeli enega profesorja, doktorja Toneta Ferenca, ki je bil v tisti dobi seveda režimski profesor, kot vse ostalo. To je bilo ob prelomu, tam leta 89-90, ki se je izognil temu obdobju, nam je predaval o nekih nemških okupacijskih sistemih, ampak ni bil napačen možakar, notranje v sebi ni bil to pokvarjen človek. Mi smo ga pa, skoraj bi rekel, malo provocirali in spraševali o teh stvareh. Ne samo jaz, tudi drugi kolegi. In se je videlo, da nam gre za stvar. Pravzaprav nam je šlo za resnico. Mi smo želeli to resnico izvedeti. Kasneje, ko začnem delati kot novinar na televiziji, se v to področje, ki je bilo takrat relativno živahno, ni nihče spuščal. Gradila se recimo avtocesta proti Mariboru, naletijo na ogromno trupel, pa nihče ni hotel vedel, kako o tem poročati in sem nekako sam jaz potem vedel, kako stvar zagrabiti. Potem tudi se je hitro videlo, da nimam ravno neke velike prihodnosti na televiziji, nisem delal v informativnem programu, pokrival političnih tem, čeprav me je to najbolj zanimalo. Pa sem pa leta 96, ali mislim, da že 5-6, sem prijavil, da bi pa delal dokumentarni film. To pa noben ni hotel, ki je mukotrpno traja mesece. Ja, kakšen pa, takrat je bila aktualna zgodba o škofu Rožmanu in smo naredili dokumentarni film, ki ga najprej niso hoteli objaviti, ker je bil urednik čisto prestrašen in užaloščen, da kako je to, da se je pa vdavnostna izjava, pa gor pa dol, No, na koncu smo to predvajali in to je bilo leta 96-97. Naslov oddaje je bil Škof Rožman, zločinec ali žrtev, kjer smo povedali vsaj to, da škof Rožman ni bil zločinec, da ni počel zločinskih stvari, ne da bi vedeli, celo zdaj vemo, da je reševal judovske otroke in družine in nekako se dejansko, škof Rožman gotovo ni bil format človeka, ni bil človek, kdo bi pa bil, škof za vojne razmere, Bil je pa dober dušni pastir, blag človek, ki mu je bilo mar življenj svojih ljudi in tudi drugih življenj. To je pa prav neizpodbitno dejstvo. Njega okrog zločincev postavljati, botno. No, in tako je šlo potem naprej, tudi te oddaje, ki sem vam prej omenil, Zločinki ne zastara, Za molčanje moč preživetja. To so bili pa taki sunki, ki je nepredstavljivo. To so bile oddaje, narejene v neki dobi relativne pluralnosti tudi slovenske televizije. Niso bili uredniki zadovoljni s tem, tudi recimo oddaja Za molčanje moč preživetja je bila cenzurirana, je bila umaknjena iz sporeda, ampak jaz sem takrat prvič naredil ta korak, da sem stopil v kontakt z javnostjo, jo spodbudil, da se je uprla in takrat smo potem to oddajo dobili nazaj in so jo morali predvajati. To so bile v Sloveniji velike zgodbe. Ta dva dokumentarca, ki sem jih omenil, sta najbolj gledane dokumentarni oddaji v zgodovini slovenske televizije, ki jih je takrat gledalo 300-400 tisoč ljudi in so v nekem smislu prekvasile vendarle Slovenijo. Recimo Za molčanje moč preživetja sem dobil nagrade z ene pa druge strani. So bili ljudje pretreseni. Seveda, to je bilo pa tudi opozorilo nomenklaturi, ki čuva zločin, da je treba nekaj storiti, in so potem začeli seveda obnavljati te revolucionarne proslave, ideologijo, rdeče zvezde. Namreč mi je 15 let so bile vse zvezde po spomenikih zbledene, res. Mi smo celo mislili, skoraj bi se nam smilili reveži, se zdaj pa res nimajo več kaj pa tako, Ampak to se je potem seveda sistematično obudilo. No, in pri meni pa ta interes, da bi res, dejansko me je zanimalo, kako se je to zgodilo, kako se je začelo, kdo je začel, na kakšen način. In ko dobiš podatke, ki sem jih tukaj sicer s težavo pridobil, iz te podatkovne baze slovenske o žrtvah druge svetovne vojne v Sloveniji, kjer so podatki zbrani po kraju, starost, osebni podatki, ampak tudi po kraju smrti in potem, kdo je ubijal in kdaj,
Tle se pa pokaže celotna slika. In ko sem ugotovil, da bi te podatke kljub težavam lahko pridobil, je bila potem to osnova za to, da sem se odločil za študij in tudi za knjigo. To ni bil nek načrt, ampak se je nekako posrečilo, je bil en blagoslovno. Še sam ne vem, kje sem. Vem, da je en kolega, ki me je pogosto obiskoval, je rekel, ker me je videl, ker to je trajalo leta, ne, in tudi zdravje je trpelo in hrbtenica in vse to. Dobro, moja mama pravi, da je vredno bilo, ne, ampak ta kolega mi je rekel, jaz za 100.000 evrov tega ne bi delal. Ni to samo moja zasluga, nekako potegnilo. Videlo se je, da me je nekaj v to potegnilo. Te energije, ko sem jo takrat imel, je nimam več, je pa nastalo eno pomembno delo, ki vidim, da navdušuje bralce in pač skrbi pa tiste, ki morda imajo z resnico problem. Nismo jih seveda veliko zamudili, na žalost. Zelo sem zadovoljen, da sem takrat bil v Argentini leta, mislim, da 2013, da smo prve Pričevalce posneli v Argentini. Vem, da je bil prvi potem predvajan gospod Dinko Bertoncelj, potem gospa Jerman iz Bariloč, to so bile imenitne stvari, potem tudi seveda vsi ostali Pričevalci, mislim, da jih je okrog 20 bilo. Pričevalci so še, zelo različnih zgodb. Žal imaš tudi nekatere, ki sem bil pri njih doma, se dogovoril, pa potem niso imeli korajže, ali pa so recimo otroci nasprotovali. Nekaj pričevanj ima tudi posnetih, ki so zgodovinsko pomembna, pa jih še ne objavim, dokler so pričevalci živi. Se še najde, ne. Prav neverjetno je, kako se tudi z posameznih najhujših situacij še vedno najde kak pričevalec. Na primer, ena od takih okrutnih zadev pri pomorih družin je umor družine Grudan iz Ulake pri Velikih Laščah julija 1942. Celo družino so vodili v smrt, streljali potem mamo, očeta, brate. Ko so prišli do hčerke Anice, ki je imela takrat 11 ali 12 let ali nekaj takega, so jo tudi ustrelili, ampak ona je ob padcu očeta zamahnila z roko in nekako krogla je ni zadela dobro in je preživela. In seveda potem, ko se, kot pravite za vaše mlajše iz skupnosti, ne, da se potem tako oddaljeno se sliši vse skupaj kot neka zgodba, ne. Ni resnična. Ja, je resnična, ampak jo težko poistovetiš. No in jaz to gospo Anico potem najdem, ne, ki je živela je potem v Angliji, v Veliki Britaniji. Redko prišla domov, ampak smo jo dobili, mislim, da smo jo potem leta 2016 posneli, tudi na kraju tega pomora, kjer je ona tako zelo sistematično, zelo mirno povedala, kaj se je v resnici zgodilo, pokazala, kje se je zgodilo. Zanimivo je, in to je tipično za vse ljudi, ki so verni, da o tem ni govorila, pa bi imela pravico. Jaz te pravice ne jemljem, ne sodim. Je govorila zelo mirno, tudi brez nekega srda ali pa maščevalnosti. Vidiš, kako si ti ljudje, katoliški ljudje osmislijo pravzaprav tudi zlo, ki je bilo storjeno njihovim družinam. In tudi v nekem svetopisenskem smislu sem si prav mislil, ne, to je stvar, seveda potem so jih absolutno to prikrili, ta pomor, ampak se je našla ona, ki je preživela, ne, kot bi rekel svetopisensko odbrane priče. Vedno se nekdo najde, ki potem pove, kaj se v resnici zgodilo. Bog za to poskrbi. No in pričevalci so seveda močan signal v tem smislu. Gospa je zdaj že pokojna, ne, in tak res dober občutek mi je bil, ko sem rekel, no, viš, pa vseeno smo jo posneli. In vrsto takih je, vrsto takih. Zdaj je umrl en gospod Igo Sajovic, ki je bil 10 let v komunistični ječi, 6 let na Golem otoku. In je tudi svojo zgodbo delil. Marsikaj bi še lahko povedal, ampak pač povedal je tisto, kar je. Ali pa ena gospa Cilka, ne, partizanka, namreč v Pričevalcih ne odbiram ljudi po njihovem nazorskem prepričanju, ampak po tem, da imajo življenjske izkušnje, ki jih želijo deliti in so pomembne za širši krog ljudi. Ta partizanka Cilka, ne, mogoče, če imamo čas, povem zgodbo, kako se pravzaprav življenje takrat v Sloveniji odvijalo. Pričevalce sem snemal tudi v Melbourneu, v Avstraliji. In tam je en primorski partizan Virgil Gomizel pripovedoval, kako je bil ranjen, pa kako so ga odvedli v partizansko bolnico. Ta Virgil Gomizel je potem končal na Golem otoku in je pobegnil iz Jugoslavije, kot mnogi partizani.
No, in tam ga je zdravila ena partizanka Cilka, ki mu ni šla iz spomina. In pazite, 75 let po tem dogodku se ta partizanka Cilka oglasi, je živela v Tržiču, je imela takrat 98 let in je seveda prepoznala, da gre zanjo, in potem smo naredili kontakti, sta si pisala, si telefonirala, jokala oba, ne. No, in potem sem posnel tudi pričevanje te partizanke Cilke, ki je povedala zelo, zelo pomembne stvari, pa je bila članica Zveze borcev, je tudi težko povedala, je tudi sama rekla, da noče delati škodo svojim, ampak to njeno resnicoljubno pričevanje je tudi veliko vredno, če bi imeli čas, si ga poglejte, je prosto dostopno. Tako da je pa, kasneje, ki je bila zelo s težavo, tudi hčerka jo nekako prepričevala, da naj spregovori, in tako smo jo posneli. In potem mi je telefonirala čez kakšen dan in je rekla, ja, zdaj sem vam pa hvaležna, se mi je pa res, veste, prav kamen se mi je odvalil od srca. Ker je tudi ona marsikaj hudega potem doživela v partizanih in kasneje in tudi marsikaj videla. Tako da je to, tudi poslušati staro generacijo, zdi se mi, da je to ena posebna vrednota, en poseben blagoslov. Res, da nam grejo starejši včasih malo na živce, pri kosilu, večeri, kadarkoli se te teme odpirajo, ampak boste videli, ko boste malo bolj zreli, da boste še kako pogrešali to starejšo generacijo, ki je mogoče ne bo več, zato kar prisluhnite. Ker izkušnje, ki jih je dala ta generacija, vse to, kar doživljamo mi, kljub temu, da doživljamo, imamo svoje probleme, ni nič v primerjavi s tistimi grozljivimi časi. Verjetno je v tem tudi uspeh vaše knjige, ne? Ker je bila potrebna. Veste, kako v Sloveniji, vi poznate, so določena področja, ki jih ni zadela revolucija v taki meri. Naprimer, Prekmurje, šele po prihodu, ne po prihodu Sovjetov. Sovjeti osvobodijo Prekmurje, ampak po prihodu potem jugoslovanskih, slovenskih komunistov se začne tam neko čiščenje, ampak seveda ne v taki meri kot drugod. Recimo Slovenska Istra je bilo manj tega, No in zadnjič naroči knjigo en gospod iz Hrastovelj, tu je južna Slovenija, Slovenska Istra. In še rekel, jaz sem vesel, gospod, pisal se je Kocijančič, ampak kako to, pa vas to zanima, saj vam se nič takega ni dogajalo. In je začel jokati. Gospod nekaj čez 80 let. Pa je rekel, na videz se ni, ampak pri nas je bilo po vojni tudi huda represija, obvezne oddaje in tako naprej. In je rekel, veste kaj, jaz želim izvedeti resnico. To je taka čisto preprosta sintagma tega gospoda iz Hrastovelj, ki jo potem tudi na predstavitvah večkrat povem. Zakaj so ljudje tam? Zato, ker želijo izvedeti resnico. In kar se tiče tega obdobja, zgodnega, tega ključnega obdobja, kjer se ta slovenski razkol začne dogajati, je ta knjiga gotovo en pomemben pripomoček.